Pozdravljeni! Vsi kdaj pa kdaj sanjarimo o slavi in o vseh dobrih stvarih, ki jih z njo pridobimo. A slava ni za vsakogar, še za nekatere zvezdnike ne. Slavo namreč pridejo tudi neprijetne stvari, kot so sledenje paparacev, vdori v zasebnost, konstantno ocenjevanje zunanjega izgleda in življenja pod drobnogledom. To vsekakor ni prijetno za nikogar. Nekateri zvezdniki se s tem sprijaznijo bolj, drugi manj. V zadnjih letih je eden tistih, ki je pri nas najbolj na udaru, igralec Tadej Pišek, ljubljenec ženskih src. Po seriji Reka ljubezni nas bo zabaval v novi slovenski komediji Smešno zacrknit, ki je polna situacijske komike in verbalnih zapletov. Na vsakem njegovem koraku pa ga spremlja urednica Nove Karmen Špacapan. Dobrodošla. Čau, živjo. Zdravo. Tadej, že danes bo Smešno zacrknit. Res je. Mi smo tik pred premiero, tako da danes ob 8 štartamo in našo predstavo v bistvu predajamo občinstvu. Karmen, ti bo šla na premiero? Vse so me povabili, tako da ko mi čaka, se moram iti preobleči, moram taka, ne. Tako da dajmo hitro. Se lahko greš tudi taka? Ne, nikakor. Posod mi ti oblekco tvoje. Velja. No, ampak komedija Smešno zacrknit vsebuje presenetljive preobrate in odštekane like, ki nam bodo pričarali tudi že kdaj videne življenjske situacije. Ti boš bivši zapornik Mirko. Res je. V bistvu jaz bom odigral dva lika. Jaz in Nešo Tokalič in Barbara Vidovič, mi smo vsak poprijeli za dva lika. Jernej Čampelj odigra glavni lik, Srečkota. Tako da ja, bom zapornik in bom influencer. Tako da bo zanimivo. Kako pa to gre skupaj? Gre. Super, liki so napisani blazno komično, so aktualni, tako da mogoče na trenutke že mičken groteskni, ampak se pravi, moj prvi lik je influencer, mlad, nadobuden, slaveželen mladenič, no? To je Mihac. To je tale, ki se smeji tamle. In potem kasneje pride še Mirko, bivši kaznjenec, ki pa ima zelo zanimiv hobi rožice. A je to morda tudi tvoj hobi? Ne, ampak kaj pa vem, mogoče se bom pa navlekel kaj od Mirkota. Ja, spremljali smo te lahko kot glavnega zvezdnika serije Reka ljubezni. V tej predstavi pa si se prelevil popolnoma drugačno vlogo. Namreč zdaj boš neskončno zabaven. Ja, upam, no. Na tem delamo. Ja, seveda, pač to je ta čar igralskega poklica, da v bistvu ti kar naprej dajo nove različne vloge, ki potem jim ti dajo življenje, pripoveduješ njihove zgodbe, no, tako da en krasen poklic imamo. Težek, ampak krasen. To pa lepo slišati. Karmen, ti si vsemi igralci komedije za revijo Nova opravila intervju. Kako je bilo? Smešno zacrknit? Nevarno. Zakaj pa nevarno? Ja, zato ker sem spraševala takih stvari, ki mogoče so jih malo znervirale, predvsem tiste o alkoholu, ne, tako da, drugače pa ja, smešno je, ne, ampak kar tako, no, smo bili kar, na ostro, predvsem s Tadejem. Ne na ostro grdo, ampak pač par mojih vprašanj ga je malce tako ziritiralo. Naprimer? Naprimer? Ti povej, Tadej. Jaz ne vem, kaj me je ziritiralo. Ma ne ziritiralo. Kje si dobila tak občutek? To, da sem spraševala o tem, ali je alkohol na odru, pa o tem, kaj še eno neumno sem vprašala. Tudi razvrat po predstavi. Razvrat po predstavi, kako na odru, pa če po 150. ponovitvi znate tekst na pamet. Da ne. No, bom pojasnil, no. No, izvoli. Ne, igralski poklic se velikokrat povezuje z nekim razvratom, alkoholom, drogami, tako da jaz probam, no, mislim, živim, tako da ta mit izpodbijam, tudi moji kolegi in mogoče včasih rahlo moramo stopiti malo v bran svojemu fohu. Alkohol na odru ni nikoli pravi.
In tudi, če imamo mi eno gomilo teksta, ki ga moramo povedati, če moramo držati ritem predstave, če moramo skakati iz lika v lik, verjemite, da ni prostora niti za kapljo alkohola, ki bi ta tvoj fizis in psiho kakorkoli upočasnila. Kaj pa pred nastopom za pogum morda? Velja isto. S pogumom, mislim, s tremo nekako drugače delamo. No? Konec koncev, to je naš poklic in tudi mislim, da če potrebuješ alkohol za to, da premagaš to tremo, potem mogoče nisi najboljšega poklica zbral. Sam rockerji, ki pa spijejo, preden gre na oder, oziroma glasbeniki. Ja, nekateri tudi na odru. Naprimer, Bajega ves čas pije. Ja. Res je. Tako pri njih ni. Oni ne pozabijo na, ne vem, solaže, kako jih morajo narediti. Kako to, da pa vi... Kaj naj rečem, svaka jim čast, ne? Jaz se hecam, brez zamerki. Karmen, ti imaš torej drugačne izkušnje. Alkohol je dejansko stalnica vseh predstav. Ne, jaz imam izkušnje, zdaj jaz nisem igralka, ne, seveda. Ja. Jaz imam izkušnje kot novinarka, ko pridem na predstavo in po predstavi. Ne. Po predstavi je vedno tako lepo poskrbljeno za vse nas povabljence, se pravi, ko prideš ven, je več velikih miz, pa veliko pijače, pa tudi hrane, ne, tako da potem se začne tam piti. Ne. In pridejo tudi igravci, ne, malo na zdravice. No, ampak to je po predstavi, ne? Ne pa pred, pa med. Ja. Aha, po predstavi po pa predstavi, lahko. Ja, po predstavi pa seveda se na zdrav, saj smo ljudje, ne? Ampak kaj se dogaja po predstavah? Je res, da vlada popoln razvrat? Karmen? Ja, jaz sem dobila take informacije, sicer ne zdaj vsako gledališče, za en par gledališč sem slišala, da po predstavi kar pestro. Sicer pa zdaj ne vem, ne, kdo ga največ da pod zob, ne, ali igravci ali povabljenci, ne, tako da tle moramo še to raziskati. Ampak vem, da je kar zabavno. Ne. Se dogaja tudi, da se potem zabava preseli iz lokacije, kjer je bila predstava, v kakšen bar itd. In tam je rock'n'roll, no, pravi. To je res, no, ampak mislim, tudi igravci smo ljudje, valjda se pozabavamo, se veselimo, ne. Mislim, da te zabave niso nič drugačne, kot zabave v drugih poklicih, ko se pač prijatelji dobijo med sabo. Tako da ne vem, kar se pa teh razvratov tiče, pa se mogoče jaz v napačnih gledaliških krogih gibljam, no, ne vem. Jaz tega še nisem videl, ampak bom pozoren. Ne, se pravim, da mogoče niste vi igravci, ne. Vi mogoče greste že domov, medtem ko so novinarji tam še vedno veseli in se zabavajo. Ampak ni to najlepše, vsi bodimo veseli. Ja. No, ampak tedaj ti nasploh v svojem zasebnem življenju zelo nerad govoriš. Čeprav si že nekaj časa srečen v zvezi s svojo srčno izbranko, njenega imena in obraza nisi dolgo želel razkriti medijem. Ja, ampak ne zato, ker bi hotel karkoli skrivati, ampak ko sem sprejel vlogo v Reki ljubezni, sem se zavedal, da to seveda prinese tudi neko medijsko prepoznavnost, neko zanimanje novinarjev. In sem se nekako odločil, da bom neko intimo zadržal zase. Zakaj? Zato, ker svoj obraz sem dal celi Sloveniji, bil sem 5-krat na teden v njihovih dnevnih sobah in ljudje imajo občutek, da te poznajo, da si prijatelj z njimi, da vse, in to je super, to je največji kompliment. Ampak hkrati pa moraš sem si želel neko intimo, neko zasebnost poobdržati, ki je samo moja in je samo med mano in mojo partnerko. Tako da to se mi je zdelo pomembno in še vedno se mi zdi in v bistvu nekih privat informacij še vedno ne delim z novinarji. No, v seriji Reka ljubezni smo dodobra spoznali tvojo Ireno. Je težko preklopiti med igro in ljubeznijo, ki te čaka doma? Če bi dobil kovanček za vsakič, ko so mi postavili to vprašanje. Ne, veste kako je, to je del našega poklica. Ljubezen, čustva morajo biti, moramo najti v sebi ta čustva, ta izvor za to, da smo lahko na odru ali pa na kameri prepričljivi, ampak še vedno je pa to samo poklic. In ko pridem domov, sem doma in nisem igralec in
Sem pač samo tedaj, ki je prišel domov, tako kar je vsak, ko pride iz službe domov in se lahko sprosti. No. Tako da je pa to specifika našega poklica, no, da se lahko poljubljaš, pa ti za to še plačajo, da lahko snemaš tudi kakšne kočljive prizore, pa si za to plačan. Ampak tudi ta ljubezen, morate vedeti, recimo pri Reki ljubezni se dogaja pred ekipo, ki je, ne vem, ki šteje 50 ljudi, tako da tisto, kar ste videli, ne vem, nek intimen prizorček, to je ponavadi tako, da smo natlačeni v sobi in s kamerami, mikrofoni, tako da ni tako romantično, kot zgleda. Ja. Carmen, ti Tadeja že nekaj časa spremljaš, kaj bi rekla o njemu? Kakšen je on? Oziroma, kakšna je njegova slika v medijih? Zelo prodajen. Kadar se njega da na naslovnico, se prodaja vedno dvigne, in kar je meni zelo všeč. Ja, ne. Tako da, sicer pa zdi se mi, ker ga ne poznam prav dobro, da je zelo v redu človek in priden fant. Hvala. Tako da, pa dobro, super igralec, seveda, ne. O tem se bom sicer še danes prepričala zvečer. Res je. Upam, da te ne bom razočaral. Tadej, pred serijo Reka ljubezni vsej gledalcem nisi bil tako znan. Te danes kaj zmoti, ko se ljudje obračajo za tabo? Rabil sem nekaj časa, da sem se navadil tega. Celo takrat, ko je prišla serija ven, sem imel občutek, da me povsod vsi opazujejo. No? Ampak ne, potem sem pa spoznal, da to, da te ogovorijo, da te spoznajo, je to en velik kompliment, ker to pomeni, da živijo s tvojim likom, da verjamejo, da so ga posvojili. In v bistvu je to lepo. No? In sem vesel vedno, kadar me kdo ugovori, kadar opaz moje delo, tako da to je res lepo. Mislim, da je ta slava oziroma prepoznavnost, ki mi jo je dala Reka ljubezni, pri nas zelo minljiva. Ko te ni več na televiziji, te ljudje pozabijo, si dejal. Dobro sem to rekel. Ja, nimam kaj dodati, res je. Je zdaj kaj drugače morda? Ja, res je, da se Reka še ni čisto izvenela, no? Ampak kar je lepo, je to, da opažam, da me veliko ljudi, ki me je spoznalo Reki ljubezni, pride pogledati v to gledališče. Se pravi, da jih še zanima, kaj delam, in da poiščejo, kje me še lahko vidijo. No? Tako da tega sem zelo vesel. Po oglasih pa nadaljujemo z alkoholom in razvratom. Filmski zvezdniki niso znani samo po filmih, ampak še po marsičem drugem. Po alkoholizmu, razvratu in celo pretepih. Veliko je filmskih zvezdnikov, ki so bolj znani po vsem drugem kot po svojih filmih. Čeprav so med njimi izredno nadarjeni igralci. Ko so objavili lestvico 10 najbolj odbitih moških, so igralci osvojili prvih 6 mest. Tadej, Carmen, kaj mislite, kdo se je znašel na tej lestvici? Carmen? A to ni slovenska lestvica, ne? Ne, lahko pa začnemo slovensko. Ja, ne znam. Richard Burton. Ja, res. Se je? No, pokojni angleški igralec Oliver Reed je bil izredno nadarjen, vendar so njegovi pevski maratoni in pretepi zasenčili njegovo igralsko kariero. On je bil namreč na prvem mestu. Nekoč se je celo pohvalil, da je postavil svoj rekord, ko je v eni sami neprekinjeni pevski seansi popil 106 velikih pirov. Tistega dne, ko ga je pred 60 letom starosti v gostilni ubila srčna kap, je ob neznani količini piva izpraznil 3 steklenice ruma. To pa je doza. Wow. Ja. Bravo. Ja, in tako suh. To je čudno. Ja, no, srebrni na tej lestvici je Richard Harris, ki je pa pil isto kot žavna. Bronasti je že prej omenjeni Carmen, pokojni Richard Burton. Zaradi pitja žensk in hitrih pesti so njegove filme snemali 2-krat dalj, kot je bilo predvideno. Lepo. Se ga spomnite? On je skupaj z ženo pil, by the way.
Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, ja. Ja. Tako da tudi zaradi tega so po moje večkrat snemali, večkrat ponavljali. Ne? Ja, mislim, jaz se ga spomnim, glede na to, da sem malce starejša. Ne? No, jaz se ga tudi vem, kdo je in se ga spomnim. Ne, pa si vedel za to? Ja, sem vedel. Aha. Sem vedel. Ja. No. Na 4. mestu je vodilni ženskar in pevec nove hollywoodske zvezdniške generacije Colin Farrell, ki je enkrat dejal, da je v enem samem tednu konzumiral 20 tablet ekstazi, 4 grame kokaina, 6 gramov spida, precej marihuane, 3 steklenice viskija, 12 steklenic vina, 60 velikih piv in pokadil 280 cigaret. Colin vseeno pravi, da ni pijanec, samo irec sem, je poudaril. Kaj pa to? Mislim, malo preveč, tle se mi pa malo preveč zdi. No. V enem tednu si rekla. Ja, v enem tednu. O moj bog, pretirano, to pa je pretirano. No. Ja, dober teden je imel, ne? Predvsem to kajenje me moti mene. Ena od njegovih bivših ljubezni, hollywoodska zvezda Angelina Jolie, je o njem povedala marsikaj. Naprimer tole. Colin približno enako rad seksa, pije in kadi. Vse to bi počel kar naprej. To zna povzročati probleme pri vseh 3 omenjenih aktivnostih, predvsem pa pri igralstvu, kaj ne? Ja? Ja. Jaz upam, da istočasno tega ne počne. Ne? Se pravi, pije, kadi in seksa, vse 3 stvari skupaj. To bi bilo malo čudno, ne? Ja, če pa še igra zraven, je pa sploh čudno. Tadej, ti si kar brez besed. Ja, kaj naj rečem, ne? Ti ni domače. Se to ni Slovenija. Ja. Ja, ne, to mi pa res ni domače. Ampak v bistvu so vsi na svojem področju zelo veliko dosegali, ne? Tako da v bistvu zgleda, so našli nek balans med delom in alkoholom oziroma vsem drugim, kar so konzumirali. Ja. No, tudi ženske rade pijejo, prej smo samo moške omenili. Zagotovo se marsikdo še spomni Heather Locklear, zvezdnice kultne serije Melrose Place. Po poročanju ameriških medijev je sodišče odredilo obvezno zdravljenje v psihiatrični bolnišnici. Igralka se že dolgo bori z zasvojenostjo z alkoholom, tabletami, depresijo in tesnobo. Kaj dela ta zvezdniški svet? No, jaz mislim, da pri njej je tudi drugo. No? Ni ona samo zaradi tega, ker je igralka v tem svetu alkohola in razvrata, ampak zaradi tega, ker je vse svoje življenje bila z rockerji v vezi. Ja. Ona je hodila z Bobnerjem Motley Crue, potem z Richiem Samborom, potem kaj še tale, ki ima brke pa dolge lase, country pevc, Kid Rock. Tako da je imela skozi te rockerje, ki imajo skozi 2 litra džeka ob sebi. Ne? In potem, ko je nehala z rockerji, je pač nadaljevala z alkoholom. Enostavno. Po moje. No, igralka Demi Moore je pred kratkim izdala avtobiografijo Inside Out, v kateri razkriva pretresljive podrobnosti. Ena od rdečih nitih, ki se vleče čez vse njeno življenje, je odvisnost od opojnih substanc. Najprej je bila odvisnica njena mati, pozneje je o alkohol in droge zapadla tudi sama. Sonce je zašlo in prikazala se je pošast. Je igralkina najmlajša hčerka opisala to obdobje v spletni pogovorni oddaji. V tem času se je Demi razšla z Ashtonom Kutcherjem, januarja pa bo minilo 8 let, odkar je spet popolnoma trezna. Torej je našla pot iz brezna. Kdo je pa pomagal? Tle bi bilo zanimivo vedeti, kako je našla pot iz brezna. Mogoče se je pa na novo zaljubila. To vedno pomaga. Ne? Ja, ampak žalostno, ne, kaj se v bistvu zgodi. Tako velika zvezda in potem... Ja, jaz bi mogoče tukaj rekel, seveda, ko govorimo mi o ameriških zvezdnikih, to je popolnoma drugačna situacija. Ne? In zdaj tudi predstavljam si, da ta pritisk, ki ga oni doživljajo, se pravi, delajo, ogromno delajo, tam je res nek tudi medijski pritisk, pa paparaci, pa ne vem kaj vse. Se pravi, je ta njihova intima zelo, zelo omejena in mogoče tudi v alkoholu in vseh teh drogah najdejo nek filter, neki, da so lahko oni sami. No? Tako da mislim, da tazga pritiska slovenski estradniki ali kakorkoli temu rečemo, če sploh Slovenija pozna v takem pomenu, mislim, da ne, estrado,
mi nismo toliko na udaru. No? Mislim, to je popolnoma drugačna pesem. No, vsekakor pa tudi pri nas ne manjka razvrata. Najbolj vroči posnetki iz oddaje Ljubezen po domače so nastali na Milanovi kmetiji, kjer so kandidatke že malo v letih in tudi Milan ni več rosno mlad. Dotikov in seksi gibov ni manjkalo. Poglejmo si posnetke snemanja, ki v oddaji niso bili vidni. Bravo, seksi. Poglej, kaj dela. Poglej, Hermina, kaj dela. Poglej. Super, beba. Kaj porečete na ta posnetek? Kaj, veseli ljudje, ki očitno niti niso pijani, ampak so res tako pohotno razvratni, ne vem. Tadej? Ja, super, fajn se imajo. Ja. Mogoče samo nekaj še, ne? To je vsem reality show. Ne? Ja. Tudi moramo vedeti, da verjetno ljudje, ki se prijavijo v tak format, da imajo nek določen profil in tudi produkcija išče take momente. Ne? Tako da to je mogoče tudi ni čisto vse tako, kot mi vidimo na televiziji. No? Ja, res. Karmen, za vas je pa tudi fajn kaj takega, da lahko še lažje zapišete. Seveda, seveda. Sam tako, kot je že Tadej povedal, če bi to počel on, pa nekdo, mislim, neka druga ženska, bi bilo sigurno bolj zanimivo za nas medije, ne? Mislim, dobro, ne zdaj Tadej, ampak nek drug profil, ne zvezdnik realitija, ker zvezdnik realitija pride tja z namenom, predvsem pa, tako kot že on povedal, ga produkcija dobro najde. Ne? Čeprav morajo dati čez vse psihološke teste, vseeno dobiš take ljudi. Ali pa ravno zato, sej ko gre to čez psihološko profiliranje, se zelo točno ve, kakšne profile zberejo za noter. Ja, vse z namenom. Tako. Tako da ja. No. Ampak ni tako zanimivo za naslovnico, recimo nove. To, če bi pa imela, ne vem, da ne bom njega skozi, Jana Plestenjaka pa Laro Komar, ko se tako igrata, bi bilo sigurno bolj zanimivo za naslovnico. Ne? To pa verjamem. Definitivno. Po kratkem predahu sledi še večji razvrat. Če naj bi slava, bogastvo in uspeh osrečili, zakaj je toliko zvezdnikov tako zelo nesrečnih? Amy Winehouse, Avicii, Whitney Houston, Heath Ledger, vsi so bili kljub svetovni slavi nesrečni. Vsi so iskali tolažbo v opojnih substancah, vse je goltala depresija. Karmen, kaj zakuha takšen usodni vrtinec pogubljenja? Po mojem so se same počutile, ne vem zakaj. To zato, ker so v tem svojem kvadratku živijo in vse oči na njih, problemi. Potem pa tudi to, a slava bo, a slave ne bo več. Pri Whitney Houston mislim, da je bilo tudi nasilje moža. Amy je bila pa tipična tista rockerica, ki pri 27 konča, tako kot Jenny Joplin. Ne vem točno, kaj jih odnese tako, ampak sigurno tudi denar. Ker pač z denarjem kupujejo lahko substance take in onake. Seveda tudi Michael Jackson, se ga spomnimo, kako je končal klavrno. Sicer ne z alkoholom, ampak z zdravili, tako podobno. Ampak dejstvo je, da z vsemi temi substancami neko praznino nadomeščajo, iščejo nek filter, nek izhod, tako da to, zakaj pride do tega, je po moje splet večjih okoliščin. Mislim, tukaj vpliva, tako kot si rekla, Karmen, ogromno dejavnikov. George Clooney, Lady Gaga, Elton John, Naomi Campbell, celo Oprah Winfrey so priznali, da so jemali kokain. Campbellova je dejala, da se je zaradi njega počutila nepremagljivo. Ampak, ko se zbudiš, naslednji dan ta občutek izgine in počutiš se grozno. Zato postaneš zasvojen in več kot ga vzameš, več ga hočeš, je dodala. To je ta začaran krog. Tako. Kruto. To je tempo življenja.
teh zvezdnikov tudi, po moje. Ne samo to, ne vem, ona je danes v Parizu, jutri v New Yorku, mora biti super 100-odstotna, a ne. Tempo, tudi tempo, ker kakor vem, kokain daje to energijo. Nisem nikoli poskusila, to absolutno ne, ampak tudi v naših krogih, ne novinarskih, ampak televizijskih, vem, da v zakulisju je veliko tega. Predvsem pri ustvarjalcih, ne, tistih, ki morajo biti na terenu po 16 ur itd. In še nekaj, kar si Danica rekla, občutek nepremagljivosti. Ne? Če si ti na televiziji, če je toliko oči uprtih vate, mi moramo vedeti, pa sploh zdaj, ker živimo v tej dobi spletnih medijev in vsega, to so tudi so komentatorji, so pritiski, so ljudje, ki te konstantno v bistvu kritizirajo in na neki točki to usklajevati in s tempom dela in z vsem tem verjetno začutiš potrebo, da bi imel nek prašek, ki bi te naredil nepremagljivega. No? Tadej, ampak tudi tebe je kariera tako okupirala, da nisi imel časa za prijatelje. Predlanskega decembra se je tako zgodilo, da si imel 64 predstav in zraven še snemanja za serijo. Ja, res je. In sem tudi rabil filter. Nisem pač posegel po alkoholu ali pa po kakšnih drogah. Jaz sem spal. Res je, izoliral sem se, to ni bil prijeten čas. Pač seveda, odrezan si od družine, od prijateljev, nimaš časa, konstantno delaš, konstantno preizkušaš, do kje boš lahko šel. In seveda, potem rabaš nekaj, kar te sprosti, kar ti naredi, da lahko vdihneš normalno in štartaš v nov dan. Ne? No, pa poglejmo si, kako so paparaci nazadnje ujeli našega zvezdnika. Ja, če je pa to najhujša fotka, ki me bojo paparaci ujeli z njo, pol pa. Zdaj sem rekla, ti si pač priden. Se spomniš, Tadej? Seveda se spomnim, tole je bilo 2 dni nazaj. Tako da, kaj ne rečem? Smo kar hitri, a ne? Odklepam avto. Kdo pa je v avtu? Kdo pa je v avtu? Avto je pa prazen. In kje pa si bil? Kje pa si bil? Delam zgodbo, že vidim. V redu, res je, da zdaj, ko delamo predstavo, so me prosili, če jim posodim svoj avto, ker ima kljuko za parkolco, da so lahko sceno odpeljali in oni so meni dali njihov avto, tako da to je v bistvu avto našega producenta, tako da vidite, da glih zelo bogata produkcija to ne bo. Ampak ni, no, za to fotko ni nobene sočne zgodbe. Ni, ampak mi novinarje lahko napletemo, ne? To pa kar in z veseljem jo bom prebral. Pazi ti to, zdaj vidim. A vidiš v ozadju tovornjak? To je tisti tovornjak, ja, vem, kjer je. Torej veš, ki je. To je tisti tovornjak, ki ima zadnji reklamo za ženske usluge. Resno? Niste še opazili? Resno. Torej, ja. No, to pa če imamo prekaljeno novinarko, ne? Šel piše, kot klepa avto, si videl to? Kaj tazga. Ja, ni več zasebnosti, paparaci so ti nenehno za petami. Jaz moram reči, da nimam slabih izkušenj s tem, tudi kar se našega rumenega tiska tiče, so novinarji izjemno korektni, z vsemi smo se lepo, tudi če sem rekel, da kaj ne želim, da je objavljeno, so vedno spoštovali, tako da jaz nimam slabih izkušenj. Verjetno s tabo, ampak z drugimi niso tako korektni. Veš, odvisno je, kako reagiraš in kako komuniciraš z novinarji. Če imaš nek odnos, je okej. Ampak to je tudi v vsakdanjem. Bodimo prijazni drugi. Se lahko vse zmenimo. Sem pa niso vsi taki. To pa žal verjamem. Jaz vem, da tudi enemu našemu fotografu je nekdo, zdaj se ne spomnim, en pevc, igralec, ne vem, mu je glavnem aparat dol. A ja, Sebastian Cavazza, ne? Ne, nisem nič rekla, ne vem. Ja, ampak vse to je bila zgodba, ne? Bolj mislim, da je bil, zdaj sem se spomnila, kdo je bil in tudi vem, kjer fotograf, ampak mislim, da je bil kar Omar. Mislim, zelo fino je, če sodelujemo, ne? Mislim, da tudi fotografi pa novinarji kdaj prestopijo kakšno mejo in tako isto igralci, pevci, estradniki tudi, ne?
Mislim, da če bi malo meje drug od drugega spoštovali, verjetno do tega ne bi prihajali. Sam verjetno tudi pol ne bi toliko zgodb vam prišlo. Ne? No, ampak igralec George Clooney je lepo opisal bistvo problema. Pravi, da je slava lahko zelo zahrbtna stvar. K njej tečeš odprtih rok in je to vse, kar si lahko samo želiš. Ko pa prideš do slave, pa dojameš, kako veliko omejitev ima. Za primer je povedal, da se ni že vrsto let sam sprehajal po Centralnem parku. Tadej? Ja, res je. Tudi ko greš na dopust, naprimer, pa greš na drug konec sveta, v bistvu dostkrat srečaš kakšne Slovence, te poznajo, te ampak se pravim, to so samo lepe stvari, no, kar se mene tiče. Nimaš slabih izkušenj. Res nimam in trkam, ne vem kam vse, ampak nimam slabih izkušenj s tem. Ja, mnogi pa sanje o slavi uresničijo, ko se pojavijo v resničnostnem šovu. Tadej, v vaši komediji Smešno zacrkniti je to glavna tema. Res je. Mi prav skozi celo predstavo se ukvarjamo s temi liki, ki vstopajo v reality show. Ne? Tudi tale moj Mihac, on je influencer in tak. To je prav ta profil ljudi, ki mislim, da smo ga zelo dobro zajahali in mislim, da smo iz tega uspeli narediti eno zelo, zelo, zelo smešno predstavo. No? Kako pa ti gledaš na resničnostne šove? Kakšno je tvoje mnenje? Moram reči, da jaz moram povedati, da nimam televizije doma. In jaz ne spremljam, samo kar vidim na spletu in to, kar mi kdo pokaže. Kako boš pa to oddajo gledal? Ja, jaz mislim, da si bom spomin, ki ga bom tukaj ustvaril, si bom vtisnil v srce. No? Ampak naj bojo, resničnostni šovi imajo veliko gledanost, kar pomeni, da ljudje to radi gledajo, še vedno se najdejo ljudje, ki sodelujejo, ki se prijavljajo noter. Tako da, kaj ne rečem, kruha in iger, ne? To je win-win situacija. Naj bo, super. Carmen, se resničnostni zvezdniki prodajajo? Imate radi v medijih? Zadnje čase moram prav povedati, da ne več toliko. Ne, prav danes sem dobila neke, ne bom zdaj razlagala poslovne skrivnosti, ampak sem primerjala in definitivno bolj prodajajo igralci, glasbeniki, politiki najbolj, ne vem zakaj, politike res ogromno prodajajo, resničnostne zvezde pa malo manj. Ne vem, zakaj je tako. Mogoče so se pa tudi določene resničnostne oddaje že malo izpele. Ne vem, Kmetija, ne vem, če je še vedno tako, pa Znano obraz ima svoj glas. Ni več tako, ko je bilo, ne vem, 10 let nazaj, sigurno ne. Torej bo še več Tadeja Piška. Če več Tadeja Piška. Edino, če gre on v resničnostni šov, potem pa... Ja, sej nikoli ne reci nikoli, ampak dvomam, da se bo to zgodilo. No? Dvomam, da me boste videli v kakšni taki zadevi. Ja, danes smo veliko govorili o alkoholu in razvratu. Je tega res veliko med zvezdniki? Za zaključek, kaj menite? Jaz bom govoril za igralske kroge, se pravi, govorimo o profesionalnih igralcih, o profesionalnem teatru. Ne rečem, da ni alkohola, seveda gremo radi na pier, tako kot v vseh drugih poklicih, ampak ja, rekel bom, da ni pretiranih razvratov, pretiranega drogiranja. Seveda so pa posamezniki, ne, kot povsod. Carmen, na hitro. Igralce bom pustila malo primeru. Tudi jih ne poznam toliko dobro. No, jaz sem jih spoznavam šele v zadnjih par letih. Prej sem se bolj z glasbeniki družila. Ne? In kar se tiče glasbenikov in televizijcev, brez zamere, Danica, ja, mislim, da je veliko alkohola in razvrata. Danica, imaš ti kaj zapovedati na to temo? Ne, nimam. Jaz nisem nič spila danes za pogum, tako da vse štima. Hvala vama za pogovor. Zdaj pa vsi na predstavo Smešno zacrkniti. Ja, dobrodošli. Upam, da se vidimo. Se vidimo. Zvezdniki so 24 ur na dan pod mikroskopom. Ves čas se trudijo vzdrževati auro popolnosti. Takšen uspeh pa je pogosto težko prenesti. Zato se mnogi zatečajo po pomoč k opojnim substancam. Da ublažijo pritiske, se sprostijo, odklopijo, pozabijo, kdo so. Ja, pod vsem bliščem so zvezdniki resnično samo ljudje.
Naj vam vaša zvezda sveti.